Vdih zavestno pripeljem v trebuh. Pustim, da se trebušna stena sprosti. Čutim, kako prvi del vdiha organe v trebušni votlini potisne proti popku, proti ledvicam, levo in desno. In gostost uporabim kot neke vrste motor, ki vdih pelje višje. V prsni koš, levo in desno. Zadnja faza vdiha privzdigne prsnico, kost na sredini prsnega koša. In zdi se, da ta z vdihom potuje do tiste točke, kjer je zrak v glavi srečati najvišji. In izdih zapušča glavo, vrat, prsni koš. Zadnja faza izdiha, nežno se trebušna stena vrača proti hrbtenici. In ko pride vdih, se polne trebuh, rebra, prsnica hoče iti gor in občutek vdiha se konča v točki, kjer zaprtih oči zrak v glavi senzoriram najvišje. Izdih od vrha navzdol. Jasen fokus. Pozornost potuje skupaj z vdihom. In zdi se, da v začetni fazi vstopi v slamico hrbtenice in se z intenziteto vdiha dviguje gor, 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 vse do tiste točke, kjer je zrak v glavi čutiti najvišje. In izdihi mehčajo grobo strukturo telesa, a ta ostaja miren, stabilen. Vdih od presredka pozornost drsi proti vrhu glave. Čutim, konzumiram to svežo kvaliteto, ki vstopa. Izdih. Vse, kar je odvečno, se po periferiji grobe strukture telesa spušča proti tlom. In vdih spet vstopi v slamico hrbtenice in gre gor. Z vdihom roke zaokrožijo proti nebu, prepletenih prstov rok jih odložim na zatilje. Rameni popolnoma sprostim in komolce v prostoru peljem naprej. Izdih. Vretence za vretencem se hrbtenica nežno upogiba, kot da bi želel glavo usmeriti v svoj popek. Vdih polnen trebuh in posledično se dviguje moje srce. Komolca se odpirata v prostoru in zatilje potisnem v preplet dlani. Izdih, komolci grejo skupaj, hrbtenice vretence za vretencem nežno potuje navzdol. In vdih od popka, preko srca, mehkih ramen, odprtih komolcev, poti z glave v dlani, izdih, komolci grejo skupaj, brada tone navzdol. In vdih od trebuha gor. Izdih se le umirim v zgornji poziciji in tu, ne da bi spreminjal težo na sednicah, nežno odprem telo z izdihom v eno od smeri. Ne iščem skrajne amplitude, vdih me vrača v center. Izdih, druga smer. Ni namena iskati neko skrajno amplitudo giba, zaprtih oči se morda zabavam in dejansko gibanje ustavim takrat, ko zaznam prve relativno zgoščene napetosti. Če teža ostaja enakomerno na obeh sednicah, je to morda dodatno sidro moje pozornosti, kjer z vsakim vdihom, ko se vračam v sredino, stremim k temu, da vrh glave beži od sednic
ne glede na to, ali bom kasneje potoval v izdih v zasuk, ali bom morda obmiroval v sredini. Po naslednjem izdihu v stran me še en vdih počasi z občutkom vrne v center. In ko sem spredaj, izdih. Roke odložim na stegna in umirim. Iz položaja z izdihom desno roko pripeljem mimo levega zapestja, pogled usmerim nazaj mimo levega boka. Vdih me pelje v center. Izdih, leva roka gre mimo desnega zapestja in pogled mimo desnega boka. Vdih me pelje v center. Če gre, nadaljujem zaprtih oči in se nekako zabavam s tem, da ne glede na to, v kateri fazi giba sem, teža približno enakomerno ostaja na obeh sednicah. Popka ne rinem niti navzdol, niti navzgor. Občutek v rokah je ves čas, da podlago odmikam od prsnega koša in nekako ne tonem, ne padam v ramenski obroč. In ko me vdih pripelje v sredino, za trenutek umirim. Iz položaja mačke dlani prestavim naprej za približno eno dolžino. Vdih, začutim svojo dolžino od sednic do vrha glave, izdih, spodviham prste na noge in boke potiskam daleč nazaj. Za vdihom telo nesem naprej in ko so ramena približno nad zapestji, kolena spustim navzdol in z izdihom potujem z zadnjico proti petam. Vdih, okroglega hrbta pustim, da se telo iz kolen nekako potegne preko sramne kosti, preko prsnega koša proti vrhu glave gor. Izdih, postajam v krogu, spodviham prste na noge in grem z boki daleč nazaj. Vdih, trup je dolg. Izdih, kolena dol, boki nazaj. Valovita pot me vodi v vdih in zdi se, da potiskam zemljo navzdol, da lahko vzdignem srce gor. Izdih, tone glava. Lopatice grejo narazen s podvihanih prstov na nogah, izdih je strešica, vdih, dolg trup naprej. Izdih, drsim nazaj. Valovito od zadaj naprej, vdih. Iz kolen proti vrhu glave. Izdih, postajam v krogu in se v zadnji fazi izdiha spet podaljšam. Ostajam dolg, ko grem z vdihom naprej in nekako ostajam dolg, ko grem z izdihom nazaj. Pustim si poiskati okroglino v svojem hrbtu, ki jo osločim v drugo stran, ko se iz kolen povabim v nebo. In izdih je strešica. Vdih, grem naprej, izdih, nazaj. Valovita pot v vdih, gor, od sramne kosti preko srca do vrha glave. In z izdihom gib končam v strešici. Zaprtih oči le opazujem, kako je. Iz položaja strešice, po potrebi pokrčenih kolen, z izdihom nežno premikam roke proti stopalom in potisnem svoje telo na noge. Ko pridem do predklona, kolena pokrčam, z vdihom zrastem gor in izdih. Umirim. Iz položaja gore stopam nekako v širino blazine. Zaprtih oči si pustim,
da moje telo poišče nežno, mehko, popolnoma instinktivno gibanje. Navodilo naj bo relativno preprosto. Zaprtih oči opazujem občutek v tem notranjem prostoru. Če kjerkoli vstopim v polje relativno velike togosti, napetosti, zgoščene sile, v njega ne vstopam. Odmaknem se mu morda približam iz druge strani. Iščem občutek, ker se nekako zdi, da se moje telo preliva. Postaja vedno bolj podobno elementu vode, še bolj subtilnemu elementu zraka. Gibi so popolnoma instinktivni. Torej si pustim, da če mi telo govori, da naj nekajkrat ponovim na eno stran, nikjer ne piše, da moram to ponoviti tudi na drugo stran. Opazujem, kaj se dogaja v notranjem prostoru, medtem ko telo išče gib, kam vleče svojo pozornost. Ko mi ustreza, gibe še bolj zminimaliziram. Si pustim, da postajajo res majhni. Pustim, da vsako vretence deluje kot sklep in moja hrbtenica nekako pulzira v ritmu, ki je le meni lasten. In ko se mi zdi, popolnoma obmirujem. In zaprtih oči spet opazujem. Kako široko je zdaj polje notranjega zavedanja? A je po tem ugibanju med mirovanjem možno zaznati kakšen tok, kakšno ščemenje v telesu, morda razliko v temperaturi, karkoli. Le opazujem, kaj je, a hkrati ne iščem točno določenega rezultata. Iz položaja gore pokrčem kolena, trebuh odložim na stegna, roke odložim na tla, malenkost zaniham s hrbtenico naprej, nazaj, levo, desno, popolnoma po občutku. In ko se mi zazdi, se z rokami sprehodam malenkost naprej in desno nogo pripeljem v razkorak. V razkoraku stopala obrnem s petami malenkost navznoter, prste navzven, sednice spustim globoko navzdol in potem zravnam trup. Noge se skoraj stegnajo, a ne zaklenejo. Ko zavestam pritisk obeh stopal v podlago, odprem oči, pogled usmerim v levo nogo stopalo poravnam in koleno blago pokrčem, tako da kaže v smer stopala. Desno nogo obrnem tako, da je peta dlje od srednje linije kot prsti. Medenica ostane relativno vzporedna s tlemi. Prsnico vzdignem navzgor, pogled usmerim v smer stopala leve noge in roke v prostoru odprem. Iščem občutek, da sem dolg, dlani obrnem k nebu in dlani bežita druga od druge. Popek noče biti v poziciji, kjer se zdi, da ga ledveni del rine naprej. Fokus je jasno usmerjen. Točkoven pogled. Položaj bojevnika in poiščem kvalitete bojevnika. Mir. Zbranost. Jasen fokus, determiniranost storiti tisto, kar je prav. Z izdihom roke pripeljem ob svoje boke, stegnem levo nogo, jo obrnem, dam peto dlje, obrnem desno nogo. Medenica ostaja vzporedna s tlemi, desna noga kaže v smer desnega stopala, levo nogo s peto potiskam v tla, v prostoru dlani odprem. In v komolcih odprem še zapestja proti nebu. Pogled gre jasno naprej,
občutek v lopaticah beži ven. Ohranjam dolgost. Ne obremenjujem se s tem, da bi mogel izgledati vzporeden z nogo. Predvsem me zanima občutek, naj ramena ostanejo nekako vzporedno z boki. Ni potrebe po ekstremni globini položaja. In ohranjam to osredotočenost. Raztegnem dih. Z izdihom roke pripeljem ob boke. Stegnem desno nogo in stopala obrnem navzven. Pete grejo malenkost noter, prsti malenkost ven, noge se skoraj stegnejo, roke sprostim, brada gre nežno proti grlu in če gre zaprtih oči, opazujem občutek. Zdi se, kot da iz osrednje linije trebuha enako silo potiskam v obe nogi, kakor tudi proti vrhu glave. Le opazujem. Zaprtih oči spustim kolena narazen, tako da se stopalni lok še vedno dviguje stale, roke pridejo navzdol in se obrnem preko desne noge. Leva pristopi, stopala grejo nekje v širino bokov, morda malenko širše. Zadnjico spustim nižje. Prsni koš vzdignem gor, težo dam toliko v pete, da ko se začnem dvigovati, je občutek iz nog usmerjen proti vrhu glave. In spet gre teža enakomerno na obe stopali. Spet kolena niso zaklenjena. Spet se zadnjica pozabava s tem, da gre sramnica blago naprej in spodnja rebra poskrbijo, da popek v prostoru ne bega. Rebra se odpirajo levo, desno in brada je nežno usmerjena proti grlu. Zaprtih oči le raztegnem dih. Stopali nežno razmaknem, kolena pokrčam, roke spustim na tla. Odložim koleni na tla, brez večjih napetosti, prepletem golenici, sedem zadaj vmes. Stegnem nogi. Vrh glave je dolg. Izdih roke pripelje ob boke. Zadnjico prestavim proti stopalom in hrbtenico vretence za vretencem z občutkom odložim na tla. Noge razmaknem in stegnem malenko širše od svojih bokov. Ramena so težka, padajo na tla in ledveni del je relativno blizu podlage ali na tleh. Brada ne štrli v zrak. Sprostim, kar lahko. Z izdihom povabim koleni proti prsnemu košu in roke odložim na njih. Stegni razmaknem, tako da se komolca približata tlom. Ledveni del je ves čas v stiku s podlago. In preidem v izrazito trebušen dih. Vdih, trebušna stena se pomika proti nebu in izdih, trebušna stena upada navzdol. Ni potrebe po temu, da bi bil vdih dejansko popoln in bi ga vodil gor proti grlu. Praktično me zanima predvsem gibanje trebušne stene. Vdihi, trebušna stena gre torej proti nebu, izdihi upada v tla. Če sem zaprtih oči, pozoren opazovalec notranjega prostora, bom ugotovil, da pri vsakem vdihu da se nekako razpre tudi moj presredek in da se v zadnji fazi izdiha moj presredek zapira. Ohranjam ta tok in pozornost zaprtih oči je zazrta v predel trebuha in ta se z vdihom nekako polni, z izdihom mehča in predaja. Opazujem, kako ta dih spreminja tudi pritisk v kolčnem sklepu.